postavimo sebe na prvo mesto, pa prilagodimo vse tisto, kar je všeč nam, ne pa obratno. Ne vem, interjerja, pa mogoče Interierja? doživljanje prostora. Jaz bi sam rekla, da probajo v današnjem času, ko smo res prezasičeni z informacijami, bombardirani vseh strani, naj res ne pozabijo sebe poslušati. Kaj rabijo, kaj je njim všeč, ker oni bojo tam 24/7, oni bojo v tem živeli, oni bojo to gledali. Tudi meni je na Instagramu marsikaj všeč, marsikaj polajkam, si shranim na Pinterestu, kakorkoli, ampak se pa po drugi strani tudi zavedam, da je pač moj življenjski stil takšen, ki je, da imam družino, male otroke in ne pozabimo na sebe v vsem tem procesu. No. Postavimo sebe na prvo mesto, pa prilagodimo vse tisto, kar je všeč nam, ne pa obratno. Jaz rada tudi povem, da recimo zdaj dom, stanovanje, ki smo si ga midva ustvarila, jaz ga imam res rada. Pač jaz ful rada pridem domov, obožujem dneve, ko ni nikamor treba iti, ko sem lahko sam doma, ne vem, v hodnik smo postavila letvice pa tapete. Nekom je to všeč, nekom ni, nekom je staromodno. Meni je vseeno, kaj tam en XYZ misli na TikToku, starinsko, moja stara mama je imela tako. Prav, najverjetneje je bilo všeč. Meni je tudi. In jaz, ko stopim ti naš hodnik, doma sem super. In se dobro počutim in to je najbolj važno. Ne, da bom jaz tam dobila 100 komentarjev, kak je super clean beli hodnik, jaz ko pa prišla not, bo pa ojoj, belo dolgočasno. In meni je to važno in to si želim tudi za nekoga, ki se obrne na mene, da bo tudi njem tako.